Evo, drage mamice, danes vas vabimo na Montessori vikend za malčke med 1 in 3 letom starosti. Mogoče v nadaljevanju naredimo še kakšno drugo kategorijo, ampak to je tista priložnost, da se naši malčki malce razigrajo in da se mi, mamice, povežemo med sabo, ozaveščene mamice, izmenjamo svoje poglede, ideje in s pomočjo izbranih Montessori pedagoginj najdemo tudi neke nove usmeritve, kako smo lahko mi najboljše verzije sebe v vlogi mame in do sebe in da se bo to reflektiralo tudi na otroku, kako ga lahko torej najbolj podpremo. Mogoče boste potem v vikendu odstranili kakšne igrače, mogoče boste potem v vikendu začeli uporabljati kakšno drugačno besedo, drugačen način. Zagotavljam pa, da boste po tem vikendu začeli še bolj uživati v materinstvu, tako kot sem tudi sama, ko sem ugotovila, da moja vloga ni mama, je enako konstantni animator in pridigar, ampak da se imaš res lahko fajn s svojim otrokom. Danes sta v moji družbi Montessori pedagoginji, ki bosta prisotni cel vikend z nami in z našim otročkom, oziroma če imate 2 ali pa 3. Lepo pozdravljena, dobrodošla Suzana Veselič in pa Sandra Oman, obe izkušeni na svojih področjih, ki so torej usmerjeni na otroka v tem smislu. Suzana, je tale vikend namenjen mamicam, ki že imajo otroka v Montessori vrtcu, ali tistim, ki imajo otroke v zasebnih vrtcih, ali tistim, ki jih imajo kar doma, pa sploh nimajo v nobenem vrtcu? Vsem je namenjen. Vsem? Ja. Okay. Se pravi, ne rabi otrok ali pa mama kakšnega predznanja? Ne, ni potrebno. Kako bo strukturiran ta vikend v tem smislu? Kaj vse bomo lahko doživeli? Skozi dan bodo potekale različne aktivnosti. Prostor bo opremljen po pedagogiki Montessori, oziroma okolje bo opremljeno po pedagogiki Montessori. Otroci se bodo lahko posegali po različnih materialih, od vsakdanjega življenja, od fine, grobe motorike, od umetnosti, jezika, tako da res bo, ko bi rekla, različne aktivnosti bodo na voljo. Sandra, ti se boš fokusirala predvsem na starše, a ne? Ja, lahko temu tako rečemo. Nam je bilo pomembno, ko smo pripravljali vsebino za ta oddih, da imajo vsi nekaj od tega. Se pravi, tako malčki in tudi mamice, oziroma starši, če bojo mogoče kakšni očki, tudi to ne vem. Je pa nam se zdelo pomembno, da so stvari zelo uporabne, da potem, ko boste šli domov, da boste rekli, aha, se res, to pa lahko res prav zdajle začnemo uporabljati, ni nič takega, kot bi mogoče rabili nove stvari kupovati ali pa kakšne velike filozofije iz tega dela. Tako da meni je to tako dragoceno, ker jaz vidim, da se soočam z nekimi zadevami, pa pol ali ne najdem časa, ali ne najdem priložnosti, ali ne najdem ta pravih informacij in ne da se mi zdaj ure in ure raziskovati, tako pa boste dejansko tam in ta informacija bo lahko res šibala. Zdaj, namenjen je torej malčkom od 1 do 3 let, temu bo torej tudi vse namenjeno. Materiali so torej tam, torej pridejo starši otroci brez igrač. Tako je, brez igrač pridejo in imajo vse na voljo v tistem prostoru, kjer se bo odvijalo. Odlično. Montessori pristop ali pa princip, v čem se razlikuje od recimo tistega, ki ga uporabljajo v navadnih vrtcih? Najbolj bi jaz rekla, da izstopa to, da je otrok v centru pozornosti. Se pravi, ne skupina kot taka, ampak otrok sam. Se pravi, njegova zanimanja trenutna, tisto, kar njega potegne v določenem trenutku. Zato je tudi to okolje, ki je pripravljeno, je vedno vse na voljo otroku. In določenega otroka bo mogoče potegnila umetnost v nekem trenutku, medtem ko drugega bo mogoče neke žoge ali pa kakšna fina motorika. V javnem vrtcu temu ni tako, ponavadi so stvari zelo tako skupinsko organizirane, tako da recimo tukaj jaz vidim največjo razliko tako na prvo žogo. Ali so stranski učinki tudi taki, da nam otrok začne malo več pomagati doma, pa da začne bolj stremeti k redu, da imamo malo bolj pospravljen, pa malo bolj organiziran, pa ima na koncu tudi manj izpadov? So to stranski učinki? So stranski učinki. In kar enkrat bo želel sam olupiti jabolko ali pa narezati kumaro. In zato res si vzamemo več časa,
in počakamo, da tudi on poskusi oziroma naredi, dokonča neko zadevo. Ne hitet, počasi, umirjeno. Krasno, tukaj se mi zdi, da je res tisto, kar te lahko odpre na koncu koncev. Kakšni so materiali, ki se uporabljajo? Kakšne so igrače? So to sploh igrače? Vem, da Montessori sistem uporablja bolj materiali. Tudi Waldorfska šola uporablja to materiali v tem smislu. Ja, v Montessori okolju se uporablja izraz, da so to Montessori materiali in ne igrače. Je res, da so različni kot recimo kakšne plastične stvari, ki jih lahko kupimo za otroke. Ponavadi imajo Montessori materiali eno kvaliteto, se pravi, eno stvar otrok lahko razvija skozi to igračo oziroma materijala. Lahko pa ni recimo kakšnih piskajočih, bleščečih, kakšnih takih igrač, ki lahko v bistvu otroka, njegove možgane samo preizmedejo, kot pa da bi v bistvu se učili. Jaz sem ugotovila, da z Montessori sistemom veliko prešparaš, predvsem na število igrač. Tukaj je omejeno število igrač, materialov. Kako je s tem? Ja, nekako lahko sledimo principu manj je več, zato ker je tudi okolje lahko bolj urejeno in otrok se lažje odloči, s čim bo se tisti trenutek mogoče zamotil. Je pa mogoče tudi fajn pravilo tako doma, včasih nas lahko kakšni kupi igrač zelo starše, zelo motijo, ki jih je težko pospraviti, tako da toliko igrač, ki jih otrok zmore pospraviti, jih mogoče lahko mu damo na voljo. In imamo veliko novega prostora v svojem življenju. Veliko ljudi se sprašuje, kako je to možno, otroci se danes ne znajo nič sami zamotiti, nič se ne znajo dejansko sami zaigrati, tako rekoč, pa največ možno igrači imajo na voljo. Kako je to možno? Zato, ker je teh igrač preveč. In te igrače so, kako bi rekla, po različnih škatlah in boksih. Dajmo, ne vem, eno polico in zložiti te igrače na polico. In da je pregledno. Potem ne bo nekih velikih izzivov tukaj. Ampak kakšen fenomen je to, da imamo najbolj svetlikajoče, piskajoče, glasne, ne vem kaj vse igrače, pa v bistvu so zanimive en dan, pa jih povržejo. Ja, to je velikokrat. Zakaj se dogaja ta fenomen? A je preveč to? Zato, ker je, kako bi rekla, preveč stimulacije za otrokove možgane. In ko otrok tisto pritisne, začne zvoke spuščati. In ja, mogoče 1-2 ure je zanimivo, ampak če mu damo otroku nekaj lesenega v roke, ki lahko iz enega materiala igrače naredi 5 različnih stvari, seveda je zanimivo in s tem svojo domišljijo krepi, svojo koncentracijo. Gibanje roke je drugačno. In ja. Odlično. Jaz bom vzela po moje babico Gajeno tudi zraven na tale vikend, ker tukaj hočejo dobro vsi za svojega otroka, da ga prevečkrat zasičimo, a ne? Tako je, ja. Trenutno živimo v svetu, ko smo vsi preveč zasičeni z informacijami, tudi vse posod. Tudi otroci so izpostavljeni ekranom, različnim dražljajem in v bistvu njihovi možgani res delujejo zelo nepovezano in preveč je teh stimulacij za njih. Tako da s tem, ko otrok enkrat stopi potem iz tega kaotičnega sveta v Montessori okolje, se v bistvu prav oddahne, nekako tako prav vidiš, da je tako umirjen lahko in raziskujen. V bistvu mu je zanimivo vse te škatlice, žogice. To je njemu v bistvu tako zanimivo, ker nima stika s tem, s temi preprostimi stvarmi. Tako da nazaj k preprostosti, tudi to je Montessori. Nazaj k preprostosti, všeč mi je. Evo, tale vikend bomo skupaj doživele, vse meni je to fajn, pa jaz sem že tudi prebrala kakšno knjigo, pa poznam njene delavnice, pa njene pa to. Jaz grem zaradi druženja. Zanima me, kakšne mamice bilo dogaja, pa tudi gre zaradi druženja. Tako da se mi zdi, da je to res krasna in čudovita priložnost. Hvaležni smo, da torej organiziramo Montessori vikend, oddih za mamice z malčki. Pridete lahko tudi očetje zraven, si mal oddahan. Skratka, vse opcije so možne. Preverite več informacij na klepet@kavi.si. To bo res en tak pester vikend, kjer boste lahko dobili ogromno odgovorov, nove usmeritve, zaradi česar bo lahko vaša družina delovala bolj umirjeno, z manj hitenja, z manj norenja in manj vsega tistega,
zapletanja v misli, ne, to ne bi smelo biti tako, kako pa to. Skratka, resnično, to je en tak poseben klic in veselim se.